Dostikrat rečemo, Amerika inovira, Evropa regulira, ne, in tukaj vidimo že v bistvu prve posledice regulacije, a ne. Izgubili bomo na področju inovacij. Pravi, ta del, kako lahko s pomočjo kriptosredstev, lahko en majhen startup, mlad startup skuša nekaj inovirati, je v bistvu izgubljen. Ker je potrebno ogromno finančnih sredstev za to, da si skladen, in to, da si skladen, ne prinaša nobene vrednosti na trgu. Podjetja, ki trenutno inovirajo karkoli na področju blockchaina in kriptovalut, pa to delajo iz Dubaja, to delajo iz Amerike, to delajo ne iz Evrope. Tukaj bomo žal izgubili mnoge stvari, mnoge priložnosti. Stablecoini so tisti, ki so absolutni zmagovalci trenutno, karkoli se v kriptu zgodilo, in rešujejo ogromno enih problemov in okrog njih se bo še veliko dogajalo. Težko špekuliram, kam bo šla vrednost Bitcoina, sem pa prepričan, da bo šla Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Kriptomat po 8 letih zapira vrata. Podjetje, ki je bilo ustanovljeno leta 2018, je omogočilo enostaven nakup in pa prodajo kriptovalut za male vlagatelje po Evropi. Kot ključen razlog za zaprtje navajajo težave pri pridobivanju licence MiCA, in sicer v Estoniji. Uredba MiCA, torej Markets in Crypto Assets, je prvi celovit evropski okvir za regulacijo kripta in licenciranje ponudnikov teh storitev v EU. Zakaj se kriptomat zapira, kaj to pomeni za uporabnike, kam jih selijo, kaj pomeni konec koncev to vse skupaj za evropski kriptotrg in pa prihodnost manjših kriptopodjetij. Pred mikrofonom je Dejan Davidovič, soustanovitelj kriptomata. Epizodo sva posnela v živo, in sicer 15.6. ob 12. uri na YouTubu. Če še niste naročeni na naš YouTube kanal, vas vabim, da se naročite in nas spremljate tudi v živo. Hkrati vas vabim, da obiščete našo spletno stran money-how.es. Na podstrani blog boste našli članek Dollar Cost Averaging, strategiji povprečenja nakupov, ki jo omenjamo tudi v epizodi. Se pravi, to strategijo lahko izvajamo tudi pri investiranju v kripto. Pazite, je potrebno na stroške, tako da vabim, da si preberete članek, kako izvajati to strategijo Dollar Cost Averaging. Hkrati seveda, glede na to, da se govorimo danes o zaprtju neke kripto platforme in glede na to, da je na trgi kar precej velika negotovost, vidimo povečano volatilnost, vidimo tudi konec koncev na kriptotrgu, kripto zimo. Veliko je nekih emocij, ko je govor o investiranju lastnih sredstev. Zato vas vabim, da se udeležite našega dogodka 19. oktobra, Psihologija denarja, kjer bomo pravzaprav naslovili vsa naša čustva, ko je govor o investiranju, strah, pohlep, iskanje bližnjic, FOMO, YOLO in vse drugo, kar pač sodi zraven. Vabljeni torej na dogodek Psihologija denarja 19. oktobra. Zdaj pa pojdimo kar na epizodo. Kot rečeno, pred mikrofonom je Dejan Davidovič, soustanovitelj kriptomata. Zdravo. Zdravo, Marja, hvala za povabilo. Z veseljem. Zakaj kriptomat zapira po 8 letih vrata? Kaj se dogaja? Preprosta situacija je prišla do neke točke, kjer je naše poslovanje v bodoče postalo nepredvidljivo zaradi zunanjih faktorjev. In te zunanji faktorji so predvsem pridobivanje nove licence, ki je skladna z evropsko ureditvijo, jer vsi ponudniki kriptostoritev morajo pridobiti novo licenco za poslovanje. To je ta famozna MiCA, kjer se veliko govori in piše. Žal v našem primeru, čeprav smo delali na tem področju že krepko čez 2 leti in se pripravljali in bili v bistvu prepričani, da nam bo uspelo pridobiti novo licenco, zaključek tega procesa nekako ni bil predvidljiv in smo potem bili primorani narediti, bom rekel, ta B-plan, ki smo ga imeli ves čas pripravljenega, in to je, če v določenem časovnem obdobju ne bomo uspeli pridobiti licenco, potem gremo v nek nadzorovan wind down oziroma zaustavitev poslovanja, ki je, bom rekel, odgovoren do naših uporabnikov in tudi do vseh ljudi, ki so vpleteni, ker če ne, to lahko pripelje do situacije, v kateri ne želiš biti, ko nisi več skladen, ko ti manjka denarja za poslovanje in podobne neprijetnosti.
Se pravi, če jaz prav razumem, ste si nekako postavili neki časovni okvir, do kdaj naj bi pač to licenco poskušali dobiti, potem pa, ko ste ugotovili, da to ne bo šlo naprej, ste se odločili, da sprejmete to odločitev. V bistvu obstaja en tak kar hard deadline, in to je 30.6. Tega meseca, ko vsi ponudniki storitev povezanih s kriptovalutami, ki poslujejo pod temi starimi regulativami, morajo ali pridobiti novo licenco ali postaviti svoje. Mi smo imeli nek deadline intern, ki je bil v začetku maja, se pravi, če do začetka maja nimamo jasnega odgovora, ali in kdaj bomo to licenco lahko pridobili, potem pač gremo. To smo v bistvu. Se pravi, a misliš, da glede na to, da ta rok je že praktično tukaj, a misliš, da lahko v prihodnjih tednih vidimo še več podobnih zgodb, kot je bila Kriptomat? Mislim, da jih bo ogromno. Ogromno. Ogromno, ja. Predvsem že recimo, da bo bolj jasno, se pravi, Kriptomat upravlja podjetje, ki je registrirano v Estoniji, in podjetje že od leta 2018. In recimo v Estoniji je trenutno, mislim, da še 35 podjetij, ki imajo staro licenco, pod katero poslujejo. Od teh 35 nihče pridobiti nove licence. In tudi mislim, da jo ne bo. In take situacije tudi drugje po drugih evropskih državah, v nekaterih je še bolj grozna kot recimo v Estoniji, da ne govorimo o kakšni Poljski, kjer je res katastrofalno stanje, ali pa recimo v Litvi. Tako da teh situacij bo še veliko več. Kaj pa to pomeni konec koncev za stranke? Vi ste v poslovnem sodelovanju s Krakenom, se pravi, tukaj a so kakšne težave, pričakujete kakšne težave pri prenosu strank? Bom ti mogoče sam odgovoril eno drugo stvar. Preden se lotimo Kriptomata. Priporočljivo je recimo tudi za tvoje poslušalce, ki se s kriptosredstvi imajo naložena kriptosredstva na kakšnih drugih platformah, je to, da preverijo, kakšno je stanje s platformo, ali že je pridobilo novo licenco in kako se bodo oni naprej obračali, da slučajno ne pride do situacije, ko bo platforma čez noč izginila oziroma onemogočila withdrawale ali pa kaj takega. To se lahko zelo, zelo hitro zgodi. Tako da je priporočljivo preveriti, kdo je dejansko v pogodbenem razmerju z stranko, tako da vejo, kaj se tam lahko dogaja. Kako preverimo, če ima podjetje licenco? Vsako normalno podjetje bi to že moglo imeti na svoji spletni strani zelo jasno objavljeno, ne. Tako da preveriti, kje je ta entiteta, iz katere države posluje in ali je v registru. Kateri registri so v veliki večini javni. Par klikov je potrebnih, da prideš do te informacije. Če se pa vrnem na tvoje prvo vprašanje, kaj to pomeni za naše uporabnike. Naši uporabniki v veliki večini migrirajo na Kraken, ki si ga že omenila, in v bistvu zaenkrat ni nobenih težav, nobenih večjih zaznanih težav. Druga opcija, ki pa imajo, je seveda, da svoje sredstva nese kamorkoli drugam, kamorkoli želijo, ali se na denarnice ali pa na nekega drugega ponudnika, ki sprejema nove. Koliko strank se je odločilo za prenos na Kraken? Trenutno je ta številka nekaj čez 10.000 in raste. Procentualno gledano na vse Procentualno, stranke? jaz mislim, da je to nekaj krepko čez polovico že. Ja. Zdaj pa pričakujemo pa največji naval zdajle zadnja 2 tedna, ker kot veš, ljudje ponavadi čakajo do zadnjega trenutka. Ja. Zakaj pa recimo niste šli v sodelovanje z kakšnim, ne vem, Robinhood, Coinbase, ki so del S&P 500 in dejansko lahko spremljamo poslovanje vsako četrtletje? Prvi kriterij je bil, kam bi pa jaz prenesel svoje. Osebno? Ja. In omenjena platforma Kraken je podjetje, s katerim mi sodelujemo že od samega začetka. Od njih smo v bistvu tudi likvidnost porsali za našo platformo. Imamo odnos že več let, spremljamo njihov razvoj, vemo, kakšno zaupanje vredni, in da v bistvu niso imeli nobenih incidentov. Njihove produkte so približno enaki ali ne šele boljši od tega, kar imamo mi. Njihova ponudba produktov je veliko, veliko širša tudi od nas. Tudi omogoča investiranje v tradicionalne asete in podobno. Tako da to je bila za nas takrat prva odločitev. Absolutno smo pa najprej poiskali, če bi bila kakšnakoli evropska varianta, ampak žal nimamo nekega evropskega liderja, da bi rekli,
Tako da ta odnos je bil nek. Zdaj tukaj imamo eno vprašanje, če mogoče veš, kako je z Bitstampom, Kraknom in Binance, si predstavljam glede same licence, ali so jo dobili? Prva dva da, se pravi Kraken že zdavnaj, Bitstamp prav tako, Binance enkrat še ne. Kolikor vem, so zaprosili Binance je znan po tem, da zelo pogosto menja jurisdikcije, iz katerih potuje in išče, ki so za njih primerne. Kot vem in kot je tudi javno za mikrolicenco so zaprosili in vložili v Grčiji. In grški regulator je pred kratkim tudi javno naznanil, da ne bi bilo do roka odobrena njihova licenca, da bojo lahko poslovali naprej, ampak zaenkrat je to samo govorice. Se pravi, vsak, ki ima v stranke Binance, naj pač preverijo in mogoče pišejo na support na Binance in vprašajo, kaj se dogaja s to Priporočljivo je. licenco. Ker pomembno je vedeti to, tisti, ki v bistvu licence od 30.6. nimajo, legalno več ne smejo ponujati storitev. Ne smejo več ponujati storitev trgovanja, prodaje nakupa in podobno. To je že ilegalno potem. A misliš, da lahko mogoče začasno ustavijo potem ponujanje svojih storitev, dokler ne uredijo licenco? Ja, možno. In potem spet aktivirajo. Ampak recimo za imetnike kripto sredstev je to neugodno, če ti ne moreš v tistem obdobju, ne vem, poslovati, trgovati z kriptovalutami. Kriptovalute, se veš, kako je to. So zelo volatilne, ne? In zanimaš te možnosti, je to velik minus. Absolutno strinjam in zato je treba biti pozoren pri tem, s kom v bistvu posluješ. Pogosto, mislim, da se že enkrat v preteklosti pogovarjali o tem, v kriptosvetu ljudje iščejo stvari, ki so, bom rekel, nekako, iščejo neke priložnosti. Te priložnosti pogosto pridejo z velikimi tveganji in ta tveganja ponavadi pokrivajo ravno take platforme, ki niso regulirane in nimajo visokih standardov in tukaj se ljudje pogosto tudi ujamejo v neke pasti. Zakaj pa recimo vi niste zaprosili za licenco v neki drugi državi, če Estonija ni bila toliko naklonjena temu? Jaz osebno in tudi mi kot menedžment zelo smo nekako, radi imamo neko konsistentnost. Mi smo sprejeli neko odločitev, rekli smo, gradimo tam že 8 let, verjamemo v to, da nam bo uspelo in ne bomo se šli tega, to jurisdiction fishing, da pač iščemo druge priložnosti. In to narediti je možno, ampak to je tudi potem, nismo bili pristaši tega. In smo rekli, ali na takšen način, ali pa noben, tako da zdaj je neka bila in bomo na tak način. Kaj pa zdaj konkretno pomeni to za tebe? To je v bistvu na nek način tvoj otrok, imel si jih že kar nekaj v življenju, ne? Zdaj nekako tega otroka si, ne bom rekla odslovil, ampak si predal v skrb drugemu staršu. V bistvu so mešani občutki. Po eni strani je razočaranje, ker nismo dosegli tega, kar smo hoteli. Ideja je bila vedno zgraditi neko storitev, neko podjetje, ki ne bi bilo največje v tem delu Evrope, se pravi na področju vzhodne Evrope. To je bil naš target in mi smo želeli zgraditi pač neko zgodbo, ki bo tukaj dejansko velika in bo lahko prosperirala naprej. In tukaj na tem področju nismo uspeli in smo še več kot to, v bistvu to, kar smo mi do zdaj zgradili, prevzema v bistvu globalni lider, ki je neke vrste konsolidator, ker smo pa mi v bistvu želeli biti konsolidator na tem področju. Tako da ta del je razočaranje, po drugi strani je pa tudi olajšanje, ker je odgovornosti upravljanja s takim podjetjem, s takim projektom so gromozanske. In po 8 letih počasi je tega dovolj in je tudi mogoče čas za kaj drugega. In ta končni dogovor tudi z Krakenom, ki je bil, pa je tudi še nekako olepšal vse skupaj in naredil to zgodbo lepo zaključeno, tako da smo zadovoljni, da tudi naši uporabniki imajo možnost neke zgodbe naprej, ker najhujša stvar, katero smo se bali, je to, da če gremo mi s to objavo ven, da bomo povzročili paniko, ker naši uporabniki so predvsem uporabniki taki, kot sem jaz, ki niso v bistvu izkušeni kriptotrgovalci, ampak so ljudje, ki samo se želijo malenkost izpostaviti kripto svetu.
In ta del smo uspešno rešili. To največjo skrb, da nismo povzročili panike, smo uspešno rešili, ker se tudi vidi, kako sredstva zapuščajo platformo. Ni bilo nekega tako imenovanega bank runa, da se zdaj vse zgodi v enem dnevu in customer support se zruši in infrastruktura ne zdrži, ampak v bistvu niti ene pritožbe praktično skoraj da nimamo iz tega, tako da na tem področju smo zadovoljni. A pa zdaj tukaj pač stranke so dobile v slovenščini nasvet oziroma so vas lahko verjetno poklicali oziroma če so vam pisali, so dobili odgovor v slovenščini, na Kraknu pa tega luksuza ne bo, ne? Zdaj skušamo vplivati na Kraken, da malenkost več efforta in pozornosti posveti tudi tem trgom, ker si zaslužijo tega. Ker smo mi ves čas hoteli narediti, oziroma smo delali, da ljudje dobijo informacije in podatke v svojem jeziku, ker je to pomembno, ne samo zaradi lokalizacije, ampak tudi zaradi varnosti, tudi zaradi razumevanja, tudi zaradi tega, ker ti počneš, da v bistvu so finančno bolj pismeni, ker lahko si preberejo ene stvari. To zdaj skušamo tudi njim to zgodbo prodati, da bi tudi oni lokalizirali svoje stvari. Ja, Slovenija je tako majhen trg, da verjetno dajo prednost drugim ali večjim trgom. No. Vsaj tak izkušnje imam jaz, ko se pogovarjam z večjimi igralci, evropskimi. A ne? Drži. Zdaj, pri vas na vaši platformi si ti lahko kupoval neke strategije glede na svojo nagnjenost, konec koncev, pa cilje. Ne? Kako bo pa to na Kraknu zdaj izgledalo? Podoben produkt tudi tam obstaja, ki so neke v bistvu košarice, ki so jih oni tudi sestavili glede na različna tveganja, glede na različne tematike. Tako da je precej podobna stvar, da tudi tam ne uporabljati. Tako kot smo imeli tudi mi, omogoča investiranje v te košarice tudi na način z DCA-jem, se pravi, da lahko vsak si nastaviš več plan in delaš to ali tedensko, ali dvotedensko, ali mesečno. Tako da obstaja podobnost. Se pravi, ta dollar cost averaging, se veš, povprečne nakupov, pomembni so seveda tudi stroški. Bo kakšna razlika med vami in pa recimo Kraknom? Kraken je ugodnejši. Ugodnejši od nas. Ker ima ekonomijo obsega, neverjetno. Evo, si rekla. Tako da je ugodnejši, plus da imajo en zanimiv tak tier-based tem, ker v bistvu več kot tradaš, nižje fije tudi potem imaš. Ker konec koncev Kraken niso dejansko borza, oni imajo svoj matching engine, trading engine in tako dalje. Za razliko od nas, mi smo delovali kot broker, mi nimamo nimamo cele te infrastrukture od zadnje in celega tega velikega marketa, ki ga oni dejansko pokrivajo, tako da tega lahko to ponudijo. A to je bil tudi eden od razlogov, zakaj Kraken, pa mogoče ne kakšen drug ponudnik? Vem, da zelo agresivni so zadnje čase tudi Bitpanda, ne? Bitpanda je bil tudi eden izmed opcij, tudi z njimi smo, v bistvu se poznamo tudi s founderji in z managementom. Ta industrija naša je v bistvu taka precej majhna, tako da smo vsi povezani. Ampak Bitpanda nam pa produktno ni blizu, iskreno, ker pač ta preprostost uporabe, ki je tudi konec koncev ves čas mi skušali doseči, pri Bitpandi tega nismo videli, tako da zaradi tega nismo toliko obrnili. Mogoče samo še to te moramo vprašati, Robinhood. Zelo so v Ameriki vroča zgodba, poenostavljajo na vseh segmentih, ne samo na kripto, tudi na borznem parketu svoje poslovanje, ponujajo različne produkte. Vem, da bodo kmalu ponudili tudi marsikaj v Sloveniji oziroma v Evropi. A bila kakšna ideja ali pa želja mogoče sodelovanja z Robinhoodom, ki velja za zelo uporabniku prijazno platformo? Tukaj gre spet nazaj na sam ta odnos. Še za časa, ko je Bitstamp bil veliki večini, imel veliko ekipe tukaj, takrat smo še imeli nek odnos z njimi, pol s tem prevzemom, ko smo postali del skupine Robinhood, se je to nekako izvodenelo. Prav, imamo neke stike in tako dalje, ampak nikoli ni prišlo do tega, da bi šli tja. Plus da, ko smo mi sprejeli to odločitev, ki je bila nekje v začetku, v sredini aprila, tukaj smo pripravili cel plan, pa začeli pripravljati javno komunikacijo, tudi potrebovali partnerja, ki je sposoben reagirati tako hitro. In tukaj se je tudi spet Kraken zelo hitro obrnil, kjer ima ekipo, ki je prav zadolžena za del Evrope, zelo hitro dogovorili za stvari.
Koliko novih strank bo potem Kraken dobil od vas? Ja, težko ti rečem, ampak mislim, da jim bo kar fajn, no. Saj bomo, Prej sem menil številko 10 000 do tega ja, trenutka, veš da je kaj, prenesel. mi bomo zdaj po 30.6., ko bo konec ta official, transition perioda, bomo tudi izdali eno javno poročilo, se pravi, koliko česa se je v bistvu zgodilo, koliko strank so uspešno migrirali, koliko procentualno assetov je bilo pa tako dalje. Imamo namen to kar, transparentno skomunicirati. Mhm. Kaj pa se bo zgodilo s Kriptomatom kot podjetjem? A bo to še obstajal, a ga boste likvidirali oziroma zaprli? Ejo zakonske zahteve, koliko časa še podjetje mora obstajati, preden se sploh lahko likvidira. Tako da, to zna trajati tudi 3 leta in več, preden se dejansko podjetje zapre. Ravno minuli teden sem imel, en pogovor z ustanoviteljem podjetja Local Bitcoins, ki je bila nekoč ena izmed glavnih platform za peer-to-peer, tradenje v bitcoinu. In oni so svoje poslovanje ustavili že pred 5 leti, pa še dandanes niso uspeli likvidirati podjetja, ker, jim je ostalo še kar nekaj, sredstev od njihovih strank in imajo težavo pravno-formalno, kako to, razknjižiti, ker jim pač ne gre. Takrat je bila tudi zakonodaja drugačna, drugače so se postavili. Za nas je to malo drugače, ampak ja, tako da to lahko traja, kar več let. To imaš pol v bistvu, a imaš kakšne stroške s tem, ke v bistvu ohranjaš podjetje še pri življenju, kljub temu, da Ja, jasno, da so, imaš. ne? Ja, mislim, tukaj pri nas, mi smo se, jaz osebno in tudi moj, ustanovitelj so se zavezala, da bomo tole, da bo pripeljala do konca in poskrbela, da bo do konca šlo, tako kot mora iti, namesto da damo to nekemu zunanjemu upravljavcu, ki lahko, precej bolj škoduje, uporabnikom. Tako da tukaj bomo držali podjetje živo, kakor hočete. Mhm. A greva mogoče glede na to, da je Majka pokopala vaše podjetje, če lahko tako rečem, sori. Ja, je, kar je, ja. A lahko mogoče poveva, kaj pravzaprav Majka, dostikrat rečemo, Amerika inovira, Evropa regulira, a ne, in tukaj vidimo že v bistvu prve posledice regulacije, a ne. Kaj pravzaprav Majka prinaša uporabnikom, a je to koristna, zakonodaja za uporabnika, bo zaščitila uporabnike? Mislim, jaz sem bil vedno in še vedno sem pristaš regulacije. Posebej, če ta regulacija pokriva področja, kjer so, navadni uporabniki, se pravi retail uporabniki. In mislim, kar se tega tiče, zagotovo neki red se je zgodil zdaj v Evropi. Vidimo, da določene platforme so bile primorane spremeniti svoje poslovanje. Veliko platform je odšlo iz Evrope. Mhm. In ali je to dobro ali slabo, to bo pokazal čas. Ampak nekateri, zagotovo je fajn, da so šli, ker ni bilo fajn, da so tukaj. Tako da tudi, kar se tiče zaščite potrošnikov, oziroma uporabnikov, ene stvari so boljše, ene stvari so nesmiselne, kar se mene tiče. Recimo, način, kako naj bi se zbirale pritožbe od uporabnikov v sklopu Majke, to je en tak nesmiselen proces z enim formularjem, ki ga nikoli ne bi izpolnil. Ampak to je standard, ki ga je regulator postavil. In vsi smo se mogli temu prilagoditi. Tako da ta del, ja. Kar je meni, dosti, in žalostno, je to, da bomo žal izgubili bomo na področju inovacije. Pravi, ta del, kako lahko s pomočjo kriptosredstev lahko en majhen startup, mlad startup skuša nekaj inovirati, je v bistvu izgubljen. Ker je to, zelo, zelo težko, ker je potrebno ogromno finančnih sredstev za to, da si skladen, in to, da si skladen, ne prinaša nobene vrednosti na trgu, ne. In zaradi tega je zelo, zelo težko. In, mnoga podjetja izginjajo, dogaja se ta konsolidacija, ki si jo že ti omenila, ampak ja, vse to, kar smo zdaj recimo v zadnjih 8 letih vsi mi, ti ta mali, manjši igralci tukajle iz Evrope gradili, zdaj dejansko veliki bodo od tega, profitirali, ker bojo te sadove nekako pobili. In, ja, tako da ne vem, sploh si ne predstavljam, kaj še lahko neki manjši fintech startup, skuša narediti brez neke izdatne
Zdaj omenjaš, da bojo ta večji prevzeli ta manjše, oziroma Ja, stranke ta manjših, se pravi, lahko govoriva tudi o koncentraciji, ki se bo zgodila na evropskem, pač na tleh, evropskih tleh, no, vezano na kriptotrg. A ja. mislim, koncentracija, a je to dobra novica ali slaba novica za vlagatelje? A, veš, pri vsaki stvari imaš svojo dobro in slabo Ja. stran, ne. Dobro bo zagotovo to, da bojo po enih vidikih zagotovo bolj varni in bolj stabilni. Slabo je pa to, da, spet se bom vrnil na to inovacijo. Podjetja, ki trenutno inovirajo karkoli na področju blockchaina in kriptovalut, pa to delajo iz Dubaja, to delajo iz Amerike, to delajo ne iz Evrope. Tukaj bomo žal izgubili mnoge stvari, mnoge priložnosti. Um, Kaj se bo še zgodilo, če se vrnemo na Majko? Dogaja se to, da veliki igralci iz tradicionalnih financ vstopajo na kriptotrge. Pravi banke, tradicionalni brokerji, oni zdaj masovno vstopajo noter, v Sloveniji še ne. Mislim, da je eno ali pa dve podjetji sta uspeli se priglasiti in v bistvu dobiti dovoljenja za ponujanje kriptostoritev tudi v Sloveniji. Ampak tega mislim pa, da bo v bodoče še veliko, veliko več. Mhm. A mogoče veš za te slovenska podjetja, zdaj jaz samo za Iliriko vem, da so dobili licenco Majka, ne vem pa, Hm? kako je z drugimi ponudniki, ne vem, Economy na primer. Kolikor vem, je Economy v postopku. Ne vem točno, do kje so prišli. Ilirika je eden od teh primerov iz tradicionalnih financ, kjer imajo en krajšen proces, kako lahko pridejo do te avtorizacije. Se pravi, ne gre za polno licenco, ampak gre samo za priglasitev in potem pregled planov in potem precej hitreje to dobiš. Ne vem, kaj še sploh imamo v Sloveniji, če sem zelo iskren, ker v veliki večini so zdaj to tuji ponudniki, ki tukaj ponujajo svoje storitve. Ja, mislim, da je eno podjetje se celo preselilo, kam so se preselili, Naka, ki so ponujali plačilne, kam so se oni preselili? V El Salvador, ne, so se Tako je, preselili. nekam ven iz Evrope nasplošno. Ampak zdaj tukaj, ker vidiš, kaj se bo tudi v bodoče dogajalo, so predvsem te večji neobanke, ki zelo agresivno vstopajo tudi v kriptosvet. Nisem bral, da to je ime, ki se ne imenuje v nobeni debati, ampak je imenoval, ne, se pravi Revolut, a zelo agresivno ponuja svoje storitve vezane na kripto. In isto velja za N26 in podobne. Tako tukaj oni bojo skušali dobiti še večji del pogače tudi. Ja, to so te super aplikacije, ki ponujajo, Tako ne, je. vse živo ponujajo, od kripta do bančnih storitev, do trgovanja. Se pravi, ti v bistvu rešuješ vse probleme človeka Ja. na enem mestu na nek način. A se ti zdijo take super aplikacije, super platforme dobra rešitev za nekega posameznika? Za A bi raje preprostega imel specialiste? je pa, odvisno, kaj potrebuješ in kakšno znanje imaš. Verjamem, da za preproste ljudi je uporabno, ker dejansko se na enem mestu je. Ne rabiš več platform, da lahko spremljaš stvari. Zelo lahko shiftaš med različnimi portfelji. Zelo na preprost način lahko tudi likvidiraš svoje pozicije, če potrebuješ. Tako da iz tega vidika absolutno da. Je pa to seveda povezano, prej si omenila, z večjimi stroški, seveda. Platforme ne delajo tega zastonj in bolj, ko so preproste, tudi potem ponavadi imajo višje fije, ampak ljudje niso toliko občutljivi na te višje stroške, medtem ko tisti, ki pa imajo več znanja, hočejo boljši vpogled, hočejo napredne storitve, tisti grejo pa pol drugam, na bolj specializirane. Tukaj mislim, da se ne bo nič spremenilo. A ti uporabljaš neobrokerje? To uporabljam? Ja, seveda. Ja. Ja, absolutno, a ne. Glih zaradi preprostosti, ker mi rešujejo določene stvari v življenju, ki bi jih drugače mogel, ki bi mi vzele preveč časa. Ja. Mm. Pa hitro se mi zdi znotraj teh neobrokerjev, neobank in pa ne vem, koliko še rekla, kriptoponudnikov, v bistvu hitro lahko narediš, ravno zaradi te preprostosti, hitro lahko narediš kakšno impulzivno odločitev, ki jo potem mogoče tudi konec koncev obžaluješ, ne. A veš, preprostost, a ne, vodi včasih tudi do mogoče malo prehitrih, nepremišljenih odločitev.
Ja, veš, v bistvu vedno se sprašujem, kaj se pa tukaj zgodi, če grejo stvari narobe, ne? Kaj boš pa pol? In to je, mislim, da ena izmed prednosti teh domačih ponudnikov, ker ti greš lahko ali pokličeš, ali pa pač imaš nek support, ali pa greš konec koncev tudi v poslovalnico, bi nekoč navajeni, pa rešiš nek problem. Tukaj pa ne vem, kako ljudje, ki niso toliko vešči tehnologije, potem tudi rešujejo, ko pride do neke težave, ko se plete ali pa ko se nekaj zatakne. Ker tukaj pa ne vem, kaj se pol zgodi. Jaz imam izkušnjo, jaz vem točno, kaj se Dobro ali zgodi. slabo? Načeloma imam kar dobre izkušnje, ampak imam pa tudi eno slabo, in sicer z N26, ker so mi zablokirali račun in potem so ga tudi terminirali. Kaj sem pa naredila, moj greh je bil pa ta, da sem v bistvu sinu preko tega Moneybima, to so ta instantna plačila, sem malo preveč denarja mu prehitro poslala. A ne, in to se je v bistvu, to je ta zaščita, ki jo dobiš, a ne, to so oni zaznali kot banka, so zaznali kot nek red flag, a ne, zato so v bistvu blokirala, ne, ker pač lahko bi financirala terorizem. Ne, to so po moje, a veš, to je ta zaščita, ki jo dobiš, ne, in mogoče so tukaj malo preveč taki, nefleksibilni, no, kar se določenih stvari tiče. A veš, lahko bi te opozoril, lahko samo 5-krat pošlješ Moneybim, a veš, pa ti pa tam, ne vem, da dobiš neki notification, zdaj si pa že 5-krat poslal, ne moreš več, razen če želiš financirati terorizem, se hecam, ne. Mislim, tukaj smo imeli mi pogosto z našo ekipo za skladnost debate, koliko daleč greš, ne, in koliko v bistvu, koliko smeš omejevati ljudem dostop do njihovih sredstev, ker konec koncev to so tvoje sredstva in ti ne smeš imeti, ti moraš imeti dostop do njih. In tukaj smo se vedno držali tega, da mi ti lahko onemogočimo dostop do določenih storitev, ampak do sredstev pa nikoli. Ti sredstva moraš imeti možnost nekam drugam vzeti, pa nekaj drugega z njimi narediti, ampak tako, da bi samo zapirali račune čez noč ali pa blokirali brez nobenega razloga. Mislim, o razlogu jaz nisem bila seznanjena, a ne, tudi potem, ko so mi zaprli, ga nisem dobila, jaz predvidevam, da je bilo to to. Ampak ja, saj drugače denar dobiš, je pa vprašanje, kdaj ga dobiš, a ne, to je ena taka stvar, ki te v bistvu pusti v negotovosti. Še eno vprašanje imam, glede na mogoče to Majko pa slovenske ponudnike. Jaz zdaj nisem preverjala, kdo je dobil licenco, kdo ni dobil. Za Iliriko sem nekako zaznala, za Economy vem, da že nekaj časa probavajo dobivati licenco. Kaj pa recimo Incrementum, ki ga oglašuje ful z veliko znanih Slovencev? A mogoče veš? Vem, Ker si rekel na začetku, da ste majhen community, pa da se vsi med sabo poznate. Za njih vem, da obstajajo, iskreno pa ne vem, kaj ponujejo, in tudi nisem imel veliko stika z njimi, tako da zelo težko rečem karkoli o njih. Enkrat, ko sem se šel pogledati njihove storitve, in mislim, da je bilo to lih zaradi nekega tvojega zapisa, nekje sem nekaj zasledil, sem šel sam pogledati iz radovednosti, kaj dejansko delajo. Ampak ni to bil na nekem ponudnik na nekem takem scale, ki bi se pol dejansko povezovali, pa kaj skupaj delali, tako da žal nimam pojma. Kje so pa kaj počnejo? No, bomo preverili. Okej, a greva midva naprej, mogoče tudi na to dogajanje na kripto sceni, vidiš, da imamo, mislim, jaz menim, da je kripto zima trenutno na trgu. Je to tudi mogoče bil eden od razlogov, poleg seveda licence, da mogoče bilo manj prometa, manj transakcij, to se vse pozna, tudi na koncu koncev na poslovanju, in posledično ste rekli, bomo vrgli puško v koruzo, ne bomo se matrali s tole licenco. Ja, definitivno. Ko si v takem postopku pridobivanja take licence, je podjetje zelo pozorno, kako se obnaša in kaj počne in kako predvsem napram regulatorju določene stvari predstavlja. Zdaj to za nas pomeni, da mi zadnje leto pa pol, praktično skoraj 2 leti, nismo ničesar novega lansirali, nobene nove velike poslovne odločitve nismo bili pripravljeni sprejeti. Pogovarjali smo se o konsolidaciji. Mi smo imeli par targetov podjetij, ki smo jih mi želeli prevzeti iz te regije, ampak se nismo upali niti ponudbe dati ven, ker nismo vedeli, kdaj bo naš zaključen. Tako da je cel kup enih stvari, ki so v bistvu stale in jih nismo mogli izvesti, ker smo čakali, kaj se bo zgodilo. Po drugi strani je to, kar si pa sama rekla, je pa ta kriptozima. In kriptozima je še toliko bolj potencirana s tem, ko
makroekonomskimi vplivi, ki se pač v svetu dogajajo, ko po nebu letijo rakete, ljudje ne razmišljajo toliko o tem, da bojo kupovali bitcoin ali pa ne, ali pa razmišljajo bolj o tem, kako bodo preživeli take stvari, a si bodo doma nakopičili neke gotovine, da bodo šli čez, a si bojo nakupili hrane, da bojo šli čez. In to je žal realnost, ki jo tukaj imamo, ne. In mi, ki smo v retail svetu, retail svet vedno veliko boljše reagira kot tisti, ki so traderji in vedno so nekako z zamikom. Tako da to se je definitivno poznalo tudi na samem poslovanju, tako da ni bilo prijazno. Ja, od oktobra pravzaprav vidimo na kar strm upad, ne, kar velika bolečina verjetno tudi za poslovanje kriptomenjalnic. Čeprav no, na teh večjih kriptomenjalnicah so mi povedali, da v bistvu njim odgovarja, če raste oziroma tudi če upadajo tečaji, da v bistvu služijo v obeh primerih. Ja, leto 2025 je bilo eno tako flat leto, ni bilo nobenega velikega dogajanja in to je dejansko takrat najslabše. Nič ne dogaja. Nič ne dogaja, ne. Ja, za Tudi poslovanje mediji ne takih. pišejo, nič ne pišejo, nobenih rekordov ni, nobenih dram ni Ja. na trgu in posledično, ja, je tudi pol rezultat. A zdaj mogoče spremljaš, enkrat si mi povedal, ko sva bila na kavi, da v bistvu si ti v bistvu DCA-jaš bitcoin, kupuješ mesečno za sebe, za otroke, a ta strategija še vedno ostaja? Še vedno isto. In v bistvu se tega držim tudi pri drugih assetih. Zato, ker nisem izkušen v trgovanju, niti se ne trudim ujeti nekih priložnosti in tako dalje, ker nimam preprosto niti časa, niti znanja za to. In zame, če gledam kot investitor, je to najbolj zdrava strategija. Mi je tudi najmanj sivih las ustvarja, čeprav je nekaj, ampak ne zaradi tega. Ampak ja, tudi dolgoročno gledamo, je to zaenkrat prineslo najboljši rezultat. In pač tista sredstva, ki jih lahko pogrešam, ki jih lahko namenim investiranju, so DCA. Ja, jaz sem zdaj tudi napisala ravno en članek ta vikend o DCA strategiji oziroma povprečenju nakupov, tako da vabljeni na spletno stran, da preberete. Dejan, povej še to, če bi recimo lahko zavrtel čas nazaj, kaj bi spremenil? A bi šel sploh v ta biznis? Vsak je general, bi šel. Bi šel. Toliko znanja, kot smo ga mi uspeli pridobiti v teh 8 letih in kaj nas je to popeljalo, niti približno nismo se imeli na začetku, da bomo prišli do tega, kar smo prišli. Tudi v bistvu smo izredno ponosni na to, kakšen brand smo uspeli zgraditi, koliko ljudi nam je na koncu zaupalo, tudi na neka priznanja, ki smo jih uspeli dobiti v tem času, tako da meni to fenomenalno. Že to, da ko smo se pozicionirali v tem svetu, med fintech svetu, je bilo fenomenalno. Ja, po mojem bi spet šel v to. Če bi danes začenjal znova, pa ne. Greš pa v AI, a ne? A greš danes v AI? Skaj, moj co-founder je bolj tehnolog, jaz sem pa bolj operativc, tako da zdaj še ne vem, kam se bomo obrnili v bodoče. Zdaj nekaj časa bomo še malo počakali. Kaj sem še vprašala, kaj bi drugače naredil? Mogoče bi kakšne odločitve drugače sprejel, ki so jih drugi delali, mi pa nismo hoteli. Se pravi, to, da imaš vedno nek backup plan. Ta del bi mogoče spremenili. V nekaterih stvareh bi bili še bolj agresivni, kot takrat nismo hoteli, ker se nam ni zdelo prav. Predvsem pri nekem mogoče prevzemanju nekaterih drugih ponudnikov ali pa lansiranju nekih storitev, ki jih nismo želeli. Tako da to bi mogoče drugače naredili. Ampak ja, overall, to je to. Mislim, da kar stojimo za tem, kar smo naredili. Zdaj, na začetku sem te vprašala, da je to pač tvoj otrok, a ne, od katerega se na nek način zdaj poslavljaš. Kako naj te to vprašam? Zdaj, povedala sem na začetku, da so pač stranke BKS je v bistvu odkupil stranke Alte. Ali Kraken odkupuje tudi stranke Kriptomata? Ne. Se pravi, boste plačani za to, boste dobili kakšno kupnino za to? Mi imamo benefit iz tega, ja. Definitivno. Ni pa to, nek odkup, ampak je poslovni dogovor, ki ga imamo v ozadju, kaj dejansko mi dobimo kot nagrado. Stranke, ki jih uspejo. Ki se odločijo, da grejo na Kraken. Mi strankam ne pogojujemo, da morajo tja iti, mi jim priporočamo kot priporočljivo opcijo, ampak seveda, kot sem že prej povedal na začetku, lahko grejo tudi kam.
Tako da nek benefit definitivno je od tega in zato tudi to fajn zaključek zgodbe. Sorry, zdaj, ko si rekel, da imate neki benefit, jaz sem se zdaj takoj spomnila na referral link koda Dejan, Dejan 50. Ni Dejan 50. Sorry. Ja, v bistvu, nekako se mi je zdelo, v bistvu komunikacija z vaše strani ful korektna, da si v bistvu tudi objavil na LinkedInu, post, kjer si v bistvu pojasnil, kaj se dogaja v ozadju. Pa mislim, da si še eno objavo pred kratkim imel tvoje lekcije. Pa dajva mogoče še te lekcije izpostaviti. Katere so bile tiste lekcije, ki so bile najbolj dragocene in jih boš nesel s sabo v nek nov projekt? Na splošno imam namen, pa tudi še bom bodoče delil te neke moje izkušnje, ki mislim, da bojo uporabne tudi drugim, ki se podajo v ta svet oziroma so mogoče v njem. Ene lekcije, ki so bile, so te, da jaz sem mogoče malo preveč naiven, kot sem zelo odprt, pa zelo transparenten, pa tako prijatelji, pa se imamo radi, ne. Enako sem tudi potem bil z regulatorji, ker sem potem imel hard lesson, da sem se naučil, da v bistvu regulatorji niso moji prijatelji, niso naši prijatelji. Oni so tam, da delajo svoje delo in to je, da imajo nek interes, bodisi trga ali in izvajajo neko agendo, ki jo imajo in skrbijo za obvladovanje tveganj na trgu, z tega skrbijo. In to je recimo ena lekcija. Druga lekcija, ki je tudi bila zelo pomembna zame, ker sem precej emotiven, kadarkoli smo dobili neko pismo od regulatorja, tako na koncu sveta, oni nam grozijo, oni pravijo, da smo mi, ne vem, grožnja za finančni trg in tako dalje. V bistvu sem pol ugotovil, da te stvari ne smem imati osebno in da to je pač njihov način komunikacije. Oni pač komunicirajo po nekih svojih načinih znotraj meja zakona in to je to. Tako da karkoli regulator pove nekomu, ki nekaj ponuja, to ni osebno, ne smeš imati osebno. Kaj sem še tam not navedel? Ja, da je treba biti tudi, kadarkoli se dela z nekimi službami, ki so na strani regulatorja, treba vedno imeti ful več časa, kot si dejansko zastavil, da boš rabil za nek postopek. Časovni okviri preprosto ne veljajo, ker se ogromno enih faktorjev, ki lahko na njih vpliva na to, kaj se tam dogaja in potem v bistvu zelo težko planirati. Mi smo imeli 2 leti časa, pa še zmeraj v tem časovnem okviru, čeprav ne bi bil ta postopek približno pol leta. Tako da to. Kaj je še kaj takega? Enako velja pri planiranju, ne samo časovnem, tudi pri finančnem planiranju, kadarkoli je regulator zraven. Planirati. Ne gre. Ker ogromno stvari se lahko nekako spremeni. Ena stvar, ki je pa tudi recimo fajn je bila meni recimo zelo všeč, ogromno ponudnikov storitev finančnih, ki grejo po neko licenco, se poslužujejo pravnih firm, ki jim delajo dokumentacijo in pripravljajo vse te vloge in tako dalje. Mi smo to vse počeli sami, ker smo hoteli, da kar mi damo od sebe, da ni generično, ampak dejansko, da je tako, kot mi dejansko poslujemo. In to je bilo zelo dobro sprejeto na drugi strani. Zelo so razumeli, kaj je. To so neke take stvari. Bom pa še tudi v bodoče na LinkedInu, bom jim počas dovoljeval nekaj napisati. Moram ti še nekaj vprašati. Dobila sem, mislim, da ta vikend obvestilo od Krakna, jaz sem tudi stranka Krakna, sem dobila obvestilo, da bojo ponujali tokenizirane delnice SpaceX. Si mogoče kaj opazil, a mogoče spremljaš, ker ta tokenizacija je neka smer, v katero grejo številni ponudniki. Se ti zdi to en tak trend, ki ga lahko vidimo v prihodnje v kriptosvetu? In tako in general, ne samo kriptosvetu. Mislim, da je to neizogibno in to je en izmed glavnih prednosti, ki jih je blockchain nesel s sabo, sama tokenizacija. Ker rešuje ogromno enih majhnih problemov, ki jih ima ta tradicionalni svet.
pravi, tokenizacija tradicionalnih assetov, kot so delnice, pa česarkoli že, mislim, da bo absolutno nekaj, kar bo igralo veliko vlogo v bodoče, in to je tudi eno področje, ki meni iskreno zelo, zelo zanima. In se znam mogoče obrniti v tej smeri. Mogoče. Ja, lej, bom še videl, kaj me bo zapeljalo. Ampak ja, to, Kraken, koliko vemo, oni so že pred nekaj leti tudi pridobili MiFID licenco, da lahko ponujajo sploh dostop do delnic, do ETF-ov in skladov. In ta korak, se pravi, da oni tokenizirajo to, kar želijo, to je pa absolutno pač logičen naslednji korak. Ampak je treba to tehnologijo in to idejo, ta koncept prilagoditi na obstoječo zakonodajo, kar pa ni. To je njihov trenutni največji izziv. In mislim, da ga bojo rešili, ampak vprašanje je samo časa, kdaj. Se pravi, ti vidiš tokenizacijo kot nek trend v prihodnosti? Da, tudi, se pravi, jaz mislim, tokenizacijo ne samo za to, kar si ti omenila, recimo zdaj, ker je bilo s podjetjem SpaceX. Jaz mislim, da bo to tudi šlo tudi v smeri obveznice, nepremičnine in tako dalje. Definitivno. Ker omogoča zelo hitrejši in veliko bolj transparenten način za izvajanje vsega tega. Ampak neke stvari so pa šle že v pozabo, mislim, pa smo vsi mislili, da bo to tudi vroča stvar, kripta, NFT-ji, to so te nezamenljivi žetoni oziroma pač te digitalni neki, ne vem, kako se temu sploh reče. To pa je šlo pa malo v pozabo, ne? Ja, v temu kriptosvetu imaš veliko tega hypa pa hopa, ko se istočasno pojavljata. In jaz osebno nikoli nisem bil tak, da skočim na tisto prvo stvar, ki povzroči največji hype, raje počakam pa vidim, kaj se tam zgodi. In recimo nobenega NFT-ja v življenju nisem lastil, niti ga imel, ker mi je bilo to preprosto, kako ne rečem to, neumno. Evo, tako bom rekel. Nisem videl nobene uporabne vrednosti v temu. Videl sem druge možnosti, ki pa jih nekateri večji globalni brendi so skušali in še vedno skušajo nekako peljati, se pravi, to so brendi, kot so recimo fashion brendi razni, skušajo uporabiti. In tam vidim neko možnost, ampak spet do te končne adopcije in do uporabe pa še dolga pot. In ja. Jaz sem dobila en blockchain, ta NFT, ker sem kupila eno obleko malo enega brenda, nima veze, in sem dobila in dejansko lahko buildaš neko virtualno omaro. Sam, razumeš, kam je bo to? Kam ne grem z temi mojimi virtualnimi oblačili, v katerem svetu naj se sprehodim, se hecam. Eno je to, kar si ti rekla, druga uporabnost je tudi recimo za samo verodostojnost izdelka. Se pravi, lahko potuje z NFT, lahko nosi to informacijo s sabo, ki ti v njega lahko zapakiraš v bistvu marsikaj. In potem seveda tudi, če ti recimo prodaš to, in tako se oblačila, daš ta NFT nekomu drugemu in preneseš lastništvo s tem. To je to. In obstaja seveda sledljivost. In to je ena taka krasna adopcija tega in uporaba. Ampak omenila si še pač te neke druge kripto zgodbe. Zaenkrat, če smo zelo iskrena in če pogledava, kaj se je nekako najbolj delo, vidimo, da v bistvu so to stablecoini. Stablecoini so tisti, ki so absolutni zmagovalci trenutno, karkoli se je v kriptu zgodilo, in rešujejo ogromno enih problemov. In okrog njih se bo še veliko dogajalo. In mislim, da še posebej zdaj, ko za podjetje ugotavljajo, da je v bistvu za njih fajn, če izdajo svoj stablecoin, ker lahko in znotraj podjetja omogočajo hitre transakcije, hitre settlemente. Wow. Tako da tega tukaj mislim, da je pa trenutno zmaga. Ja. Vse bankiri se že protestirajo v Ameriki. Jamie Dimon je okregal šefa Coinbase-a, da tole bankirji ne bojo nikoli sprejeli. Pa tudi tiste obresti, ki ne bi jih pripisovali stablecoinom, tako kot recimo obresti na depozite, to tudi nam šlo čez, menda, da so zelo vokalni. Bankirji so že od samega začetka zelo vokalni, kar se tiče, kakoli se v kripto dogaja, tako da pa na koncu se pridružijo tam, kjer je treba. Ja, seveda, tam, kjer imajo seveda koristi, vse to je klasika. Moram te še vprašati, ker si prej rekel, da si v bistvu DCA-jaš Bitcoin, se pravi postopni nakupi Bitcoina, pa me zanima, tudi spremljaš Bitcoin cikel? Ne. Nekateri napovedujejo, da bomo dno dosegli oktobra,
letošnjega leta in potem od oktobra dalje bo šlo pa samo še navzgor. Skaj, jaz sem nekako pristaš zdrave kmečke pameti, zato ker ne poznam vsega, kar je odzadaj, in tudi ne samo pri kriptu, tudi pri tradicionalnih assetih se držim tistega, ki je bodisi preverjen, ali pa tistega, kar sam uporabljam. Sprav, ne vem, sem velik uporabnik Applovih naprav in se mi zdi logično, da verjamem v to podjetje in da bom tudi pač nekaj iz tega si lastil in tako dalje. Tako da ne kompliciram preveč tukaj. A te lahko še vprašam za mnenje glede bitcoina, ker nekateri napovedujejo, da naj bi cena prelezla do milijona? Kako ti gledaš na to, na te napovedi? Če bo prelezla do milijona, nam bo zelo fajn. To je tako, dobro Tvoj se bom. deca se te bo obnesel. Se bo vnesel zagotovo. Težko špekuliram, kam bo šla cena, kam bo šla vrednost bitcoina, sem pa prepričan, da bo šla navzgor. Zato, ker ena izmed velikih prednosti bitcoina, ki jo sam vidim, je v osebnosti. In to, da ti znaš uporabljati tudi privatno denarnico, svoje lastno, imaš možnost sredstva, ki so tvoja, tudi dejansko sam imeti nadzor nad njimi in jih sam kontrolirati. Seveda to prinaša določena tveganja, ampak si pa s tem ostojen. Prej si omenila 1,26, ko je zaznal neko transakcijo, ti je zablokiral račun in ti je v bistvu blokiral sredstva. Bitcoin je trenutno edini, ki ti omogoča, da ti lahko sam vlagaš s temi. Je praktično. In tukaj je, mislim, da je ena zelo velika moč Bitcoina kot takega. Ne poznam nobenega drugega sredstva, ki bi mi to omogočil, razen tega, da bi zlat okrog nosu, ampak to bo malo težje in si tega ne želim. Tako da ta del pri Bitcoinu mi je definitivno zelo pomemben in bolj ko bojo ljudje se začeli zavedati pomembnosti osebnosti in tega lastništva, da bo tudi to postavil en vedno bolj pomemben faktor. Kaj pa drugi altcoini? Mogoče si pozoren tudi na altcoine? Na katere? Trenutno se jaz držim predvsem tistih top 10, ki dejansko je na njih nekaj gradi, imajo nek drugačen, kot sem ti že prej povedal, veliko hajpa, veliko hopa, ampak zelo malo na koncu nekega deliverba. Ti, Dejan, zdaj prav veliko ne želiš razkriti o prihodnosti tvoji poslovni, nekaj si sicer omenil, mogoče bom šel pa v tokenizacijo. Predvsem bi se zdaj rad spočil. A boš sabatikal naredil? Šel končno malo na dopust. V bistvu delal bom ves čas, ampak precej manj odgovornosti bom imel, kot sem jih imel do zdaj. Tako da, kar se tega tiče, mi bo fajn. Želim si zaključiti magistrsko nalogo, moram spisati do konca, da to leto zaključim, ker mi nekako si zadal cilj, da bom to zaključil, pa nekako tamle enkrat po septembru bom pa začel iskati druge priložnosti. Tudi obstoječa ekipa, ki smo bili za kriptomatom, ki je precej tehnološka ekipa, ti že razmišljajo pa prihajajo z nekimi idejami, kaj bi pa mi lahko. Tako da tudi tukaj mogoče znaš še kaj prideti ven. S koncu tudi s Srdžanom, mojim co-founderjem, skupaj delava že več kot 15 let. Super prijatelj in to je moja druga najdaljša zveza po moji ženi, tako da ne bo se kar tako prekinila. Ojej, evo vidiš. Ja, jaz imam veliko nekih for na to temo, ampak bom se vzdržala. Kaj sem hotela? Zdaj sem me čisto presenetil s tole zadnjo izjavo, ampak v redu. Magistrska si omenil, kaj pa iz česa boš magistriral? Magistriram na področju mednarodno inovativno poslovanje, kvaliteti doba. Zdaj delam še zadnji predmet in zaključujem z osnutkom magistrske, delam pa na temo primerjavo, kako startup okolje vpliva na inovativnost družbe in delam primerjalno analizo med Estonijo in Slovenijo. Zakaj si šel magistrsko delati? A jo rabaš? Ne. Ampak vedno sem pristaš tega, da investiram v svoje znanje pa svoje veščine. Pa zgodilo se mi je nekajkrat, da sem bil v družbi določenih eminentnih gospodov,
pogovarjali o nekaterih temah, o katerih jaz nisem dovolj vedel. Me je to blazno frustriralo. In potem sem rekel, okej, verjetno to področje, ki se ga zdaj učim, mi je že zdaj dalo ogromno enega znanja, ki ga lahko apliciram takoj v svojem delu. In mislim, da zdaj prihajam na ta nivo, ki sem v bistvu hotel biti. Tako da to sta neke take dva faktorja. In to je tudi, mislim, da zadnji del mojega formalnega izobraževanja. A ti misliš, da vsak bi moral imeti vsaj en delček portfelja izpostavljenega kriptu? Na splošno, tudi kot ti sama v svojih podcastih govoriš, je obvladovanje tveganja najboljše, če delaš neko diverzifikacijo. Tako da en delček definitivno mislim, da je smotrno tudi v kripto, ker mislim, da je to zdaj že dokazano, nek asset class, ki ne bo zginil čez noč in bo tukaj ostal. Zdaj pa samo odvisno, koliko je kdo pripravljen sprejemati tveganja, da se lahko potem odloči, v kater kripto bo šel. To sem te pozabila prej vprašati, ko smo se pogovarjali o tvoji prihodnosti. A boš ostal v kriptu ali boš raziskoval druga področja? Prej sem se hecala AI, ampak me ne bi presenetilo. No? Mislim, da bom kakorkoli se še vedno dotikal kripta, ker je nasplošno znanja in ljudi, ki imajo znanje in sposobnosti na tem področju, malo, in bi bilo škoda, da to, kar smo zdaj naredili v zadnjih 8 letih, kar gre v nič. Tako da neki bo, po mojem, še vedno na tem področju. Mogoče še za zaključek, kaj morajo vedeti vaše stranke kriptomatov, od katerih se poslavljate, kaj še sporočaš? Super si to na koncu omenila. Vedeti morajo, da s koncem tega meseca, se pravi 30.6., prenehamo ponujati vse storitve. Pravi, ne bodo več mogli prodajati, ne bo več mogli kupovati, piljati in v bistvu pravi delati na platformi. Po 30.6. še vedno se bojo lahko logirali v svoje račune, ampak bo samo view only, se pravi, videli bojo svoje stanje in lahko bodo prevzeli zgodovino transakcij, ki jo bojo lahko potrebovali potem za poročanje, in to priporočam vsem, ki še imajo odprt račun, da grejo in si zgodovino transakcij potegnejo, ker bojo to potrebovali za poročanje FURS in podobno. Potem po 1. septembru se pa platforma ugasne. In vse, kar bodo potem želeli, tam bo pač en formular na naši spletni strani, se bo v bistvu še vedno bo možno dostopati do sredstev, če jih kdorkoli ima, ampak bo to potem ročno in precej bolj počasneje in stroški bodo višji, ker bo pač manualno vse skupaj obdelano. Tako da, stvar, ki jim lahko rečem, je samo, da čim prej svoje sredstva dol potegnejo. Je pa pomembno to poudariti, da v bistvu vsa sredstva so pa vedno na kriptomatu bila ločena od uporabnikov in vedno v 1:1, se pravi v originalnem appu nikoli nismo takoli mešali ali pa kakšnekoli pridobitvene dejavnosti delili sredstvi. To velja pa do konca. To se mi zdi ful pomemben. Recimo, jaz, na primer, kljub temu, da me je Alta večkrat opozorila, da naj prenesem svoje poročilo, si ga nisem prenesla. Ampak na srečo, na srečo so mi potem na BKS-u dostavili to poročilo in imajo tam dostop do tega. Kaj pa na Kraknu? Mi bomo še s 1.7. še vsem tistim, ki imajo aktivne akavnte, preden bomo zaprli tudi te, ki imajo balance 0, bomo v bistvu vsem poslali te izpiske, tudi po mailu, že vnaprej, tako da jih bojo dobili, kar pač samo iniciativno. Tako omenila si Kraken pa omogoča iz te izpise in to zelo na lep način. Kdorkoli je šel na Kraken, bo lahko to dobil. Bo dobil tudi od kriptomata ta izpis? To pa ne. No, vidiš to. Se pravi, kriptomatov zapis, se pravi zgodovino, ker ste imeli na kriptomatu, lahko dobili samo prej. No, to se mi zdi pomembno, da si shraniš, da imaš to, da imaš za vsak slučaj za evidenco, če slučajno pride, ne vem, tudi konec koncev do obdavčitve kriptovalut pri nas v Sloveniji, da imaš evidenco. Ko pride. Ko pride. Je samo vprašanje časa, imaš prav. Zdaj, 30.6. je dan D za vas, Dejan Davidovič. Vsega D.
A bo kakšna žurka 30.6., a boste imeli ne vem kakšnega poslovilca? Poslovilce planiramo potem po poletju, ko se še vsa ekipa poletju, lahko ko potem pridete. zberemo enkrat, da se vsi dobimo, pa da v bistvu se nekako poslovimo od tega projekta, preden se potem lotimo novih stvari. No. Mislim, a sva se odgovorila na vsa vprašanja? Jaz mislim, da sva. Ful je bilo fajn. Je bilo fajn. Najlepša hvala Ja. za tvoj dragocen čas. Želim ti veliko uspeha in tvojim kolegom in tvojemu najboljšemu prijatelju BFF-ju na best friendu. Želim veliko uspeha pri nadaljnih projektih. Ne. Tako da hvala, da si bil gost na podcastu Manikav. Hvala tebi in hvala ti za to, kar delaš v bistvu zelo dobro delo. Najlepša hvala. Ful mi pomeni ta support community-ja. Tako da vsem, ki ste nas spremljali, hvala, da ste nas spremljali. Poslušajte Manikav, ne bo vam žal in lep pozdrav.